Lepo pozdravljeni in dobrodošli v športni družbi televizije Maribor. V današnji oddaji se bomo posvetili dogajanju na Evropskem prvenstvu v streljanju z zračnim orožjem, ki je bilo na Danskem. Pripravili smo vam najbolj zanimive trenutke povratne nogometne pokalne tekme med Mariborom in Olimpijo, ki se bosta v nedeljo pomerila še tretjič v slabih 2 tednih. V Ljubljani bo šlo za prvenstveno tekmo. Pogovarjali smo se s predsednikoma plavalne in skvoš zveze. Zadnje minute oddaje bomo namenili odzivom na izključitev rokoborbe iz olimpijske družine. Sedaj pa v Ljudski vrt na povratno pokalno tekmo med Mariborom in Olimpijo. Lansko evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, ki je bilo na Finskem, nam je prineslo prvo slovensko strelsko olimpiko. Na letošnjem, ki so ga organizirali na Danskem, je Živa Dvoršak nadaljevala z uspešno zgodbo oziroma je naredila nadgradnjo finske epizode. 11 strelcev je v Odense poslala Slovenska strelska zveza. Kot prvi so na jugovzhod Danske odpotovali mladinci. 4 so bili na seznamu, ki ga je imela s seboj njihova trenerka Andreja Vlah. Krst je pripadal Rožletu Repiču, novincu na tovrstnih tekmovanjih. Repič je s pištolo zadel 560 krogov in zasedel 29. mesto. Če ne bi bilo slabše 4. serije, ko je ustrelil 89 krogov, bi bil uvrščen nekaj mest višje. Z nastopom sem sorazmerno zadovoljen, ker je potekal dokaj mirno. Ni bilo nekih posebnih sprememb v počutju. Se pravi, v razlikah med malim kalibrom, ki sem nastopal lani v Bologni, se mi zdi, da je bilo približno enako. Bil sem neobremenjen isto lani kot letos, s tem sem zelo zadovoljen. Ker je na koncu prišlo z nastopa ven, sam rezultat in uvrstitev sem pričakoval več sam od sebe. Nekje na sred tekmovanja se mi je porušil sistem in sem rabil predolg, da sem se najdel nazaj. Ampak mi je ratal sestaviti na koncu neko skupno celoto ven in sem kar zadovoljen s svojim zaključkom na koncu. Repičevi kolegici Anuša Kovačič in Katja Vodeb sta nastopili naslednji dan. Obe sta na Dansko pripotovali z določenimi izkušnjami, saj sta bili zraven tudi na Finskem. Višjo pozicijo je branila Kovačičeva, ki je bila v Vjeremakiju 22. V areni, kot imenujejo dvorano v Odenseju, je pristala na 23. mestu. Dosti sem se namatrala,
Letos to sezono sem bolj streljala od lanskega leta, lažje sem naredila, rezultat dober. Sem tudi s tem malo pričakovala, malo višji rezultat, no, ampak lanskrat sem bila zadovoljna s tistim rezultatom, z 69, letos sem pa užaljena, mislim, ni mi všeč. Precej velik skok glede na lansko evropsko prvenstvo je naredila Katja Vodeb. Rezultat iz leta 2012 je popravila za 6 krogov, uvrstitev pa za 15 mest. Seveda se naučiš vsako leto, na vsaki tekmi, kakorkoli je, ali je to navadna liga slovenska, ali je to evropsko prvenstvo, se naučiš nekaj novega, vedno nekaj novega odneseš. In tudi od tega evropskega prvenstva mislim, da sem veliko odnesla in mislim, da je nekaj pozitivnega za naprej, da bomo šli lažje čez vsako večje tekmovanje. Edinega mladinskega predstavnika na tekmovanju z zračno puško smo imeli v Janu Šumaku. Strelec iz Ormoža je imel na Danskem višje ambicije kot na Finskem, kjer je bil 18. A mu rezultata iz severnejše države ni uspelo preseči. Delno tudi zato, ker sedaj v rednem delu štejejo zadetke na desetinko natančno. Drugače mogoče tudi streljam, ki v bistvu niti ne bi smel, vendar psihično te vseeno v glavi ti ustanejo decimalke in je čist nekaj drugega streljati z decimalkami. Eni so dosegli svoje cilje, ne prav cilje, ampak svoje zmožnosti, drugi niso. Naprimer, sam Jan na puški je zelo razočaran, je imel višje cilje. Meni se zdi še tu malo prehitro zdaj to ocenjevati. Zdaj morajo strelci morajo tu prespati in zanalizirati. V članski konkurenci na Danskem smo imeli 7 tekmovalcev, je kot prva nastopila Petra Dobravec. V krstnem nastopu na Evropskem prvenstvu je upravičila odhod proti severu Evrope, saj je dosegla drugo najboljšo slovensko uvrstitev, bila je 13. Tale norma 380, ki so jo na Strelski zvezi postavili za svetovne pokale pa za mednarodne tekme, me je nekako blokirala in sem obstala na 379. In zdaj upam, da sem tukaj čez, zato ker plane imam narejene, uvideti mi nič ne more, tudi tako da me ja praktično nimam več. Prvi članski nastop s puško je opravil Grega Potočnik. 618,9 kroga je bil rezultat, ki ga je popeljal na 36. mesto. Mladi tekmovalec iz Gorenjske je imel ob 3 povprečnih serijah 3 odlične. V njih je zadel več kot 104 kroge. V probi je bilo predobro, zato sem malo prečno lahko vzel prvo serijo, se tudi poznalo na rezultatu. Še nikoli prej nisem imel v bistvu tema, kakšen rezultat je potreben na te decimalke za uvrstitev v finale. Zdaj vem, tako da bo treba še trenirati in zvišati te rezultate, sploh na decimalke. Predzadnja disciplina na Evropskem prvenstvu, kar se slovenskih nastopov tiče, je bila moška članska pištola. Na strelni liniji smo imeli izkušenega Petra Tkavca in novinca na tako velikih tekmovanjih, Blaža Kunčka. V Odenseju je bil nekoliko uspešnejši mlajši, ki je s krogom več osvojil 35. mesto. Tkalec je bil 38. Cilj mi je bil sam rezultat, bolj kot ne sem tekmoval sam s sabo, kar sem tudi vedel. Za te najboljše sem še malo prekratek, nekaj let, ampak čez 3-4 bom pa že probal čim bolj do njih prijeti, čim bolj zraven. Če nova tarča ne daje tiste ostrine, ki jo da stara in vedljivost ni taka in če človek ni prepričan, da je dobro namirjeno, tudi težje sproži in mislim, da je to glavni razlog. In me čudi, da niso to testirali preden so se odločili, da bodo te tarče uradne. Od zadnjega slovenskega nastopa smo pričakovali največ in to povsem upravičeno, saj je Živa Dvoršak blestela na tekmah pred Evropskim prvenstvom. Na njih se je redno uvrščala med prve 3, ob tem pa dosegla še slovenski rekord. Konstantnost forme jo je uvrščala med glavne favoritinje Evropskega prvenstva. Ko je v rednem delu dosegla drugi rezultat, je bilo jasno, da je v igri za zlato medaljo. Če bi tekmovali po starih pravilih, bi jo verjetno tudi osvojila. Ker pa se po novih rezultat kvalifikacij ne upošteva, je bilo izhodišče v finalu nekoliko slabše, saj je nastopila z bremenom odličnega kvalifikacijskega rezultata. Zato so bile, vsaj iz psihološkega vidika, na boljšem strelke, ki so se v finale uvrstile iz 5. ali nižjih mest, saj so razmišljale le o tem, da lahko v finalu izboljšajo kvalifikacijsko mesto.
Najtežje je to, da začneš z nule, ne? Nimaš nobene prednosti, mogoče je bilo rahlo ne fair, glede na to, da sem imela pred začetkom finala dosti veliko prednost, da bi jo obdržala do konca normalno, ampak to so nova pravila, na to se moramo navaditi in enkrat se poklopa, enkrat pa ne. Dvoršakovi se je v finalu delno išlo. 3. mesto je rezultat, ki daje povsem drugačen občutek, kot ga daje na primer 4. Naša mlada strelka je lahko zadovoljna z opravljenim, saj je recimo vodilna kvalifikacij, Srbkinja Maksimovičeva izpadla v finalu kot prva. Imeli smo plan, da ostaneva, kjer sva, ampak ni se realiziral in ne vem, škoda mi je, jaz sem bila prepričana vanjo, ona je res izvrstna strelka in upala sem, da bova skupaj zdržala do stopničk, ampak žal se ni izteklo. Zaradi postopnega izpadanja, prva finalistka se poslovi po 8. strelu, nato pa po vsakem drugem, do zadnjih 2 strelov še po 1, je napetost večja, kot je bila v preteklosti. Definitivno je napornejše, predvsem zaradi tega, ker je daljše, ker hitro lahko izpadeš. Predvsem to, res, da je daljši in da je težko zdržati. Recimo, jaz po 10 strelih imam že kar malo možgane na off, ker sem še mogoče v glavi še kar na staro finale, ampak vseeno se bomo tudi na to navadili. Živa je že pred nastopom na Evropskem prvenstvu štartala zelo visoko, čeprav so bila nova pravila in seveda nismo točno vedeli, kako se bo in osnovni del razvijal na decimalke in seveda potem finale, ki smo ga že poznali, ampak na kraju je maksimalno izvlekla iz sebe, še posebej po slabem začetku finala, tako da pravzaprav vse čestitke Živi in vse tako, če bo tako naprej, bo še dosegla tudi višje uvrstitve na ostalih tekmovanjih. Ženska članska puška je bila edina disciplina, v kateri je imela Slovenija ekipno zastopstvo. To pomeni, da smo imeli na strelni liniji 3 tekmovalke. Ob Dvoršakovi sta streljali še Nina Juvan in Saša Marija Ratnik. Prva je bila 50., druga pa 65. Rezultati vseh 3 so Slovenijo pripeljali na 14. mesto. Če ne bi bil rezultat na decimalke, sem še nekako uspela doseči tisti rezultat, ki ga minimalno lahko dosežem. To je bilo 394 krogov, tako da tukaj nekako sem se ujela, ampak kar se pa decimalk tiče, pa ne. Definitivno je lepo biti del takega tekmovanja, to je ena precejšnja potrditev za mene samo. Meni je všeč, da sem bila tu, žal se ni šlo čisto tako, kako sem si želela, ampak sem vesela. Živa je z svojo medaljo rešila naš nastop. Lahko pohvalim tudi Dobravec Petro, ki je z zračno pištolo pri članicah prvič nastopila v Evropskem prvenstvu s 379 krogi, tudi osvojila 13. mesto, se pravi lep uspeh. Ostali so bili pa pravzaprav blizu tistih naših nekje vrstitev, ki smo računali vrstitev med 16 najboljših. Manjkalo je nekje po par krogov, v tej konkurenci vsak krog pomeni 10 strelskih, mislim 10 mest v končni vrstitvi, tako da predvsem pri mladih so nabrali dosti izkušnje in mislim, da bo pravzaprav to za naslednje Evropsko prvenstvo jim samo še spodbuda. Takoj po koncu Evropskega prvenstva je Živa Dvoršak odpotovala v Kuvajt, kjer je nastopila na tamkajšnjem odprtem prvenstvu. Osvojila je 2. mesto. Rajmond Debevec pa je zmagal v ležečem položaju z malokalibrskim orožjem in napovedal, da bo eden glavnih kandidatov te discipline na Evropskem prvenstvu, ki bo konec julija v hrvaškem Osijeku. Dober pokazatelj stanja v določeni panogi so tekmovanja v mlajših kategorijah. Državno prvenstvo v 25-metrskem bazenu, ki je bilo v Mariboru, smo izkoristili za pogovor z Miranom Kosom, predsednikom plavalnega kluba Fužinar, ki je hkrati tudi predsednik plavalne zveze. Njegov klub bo jutri in v nedeljo na Ravnah organiziral mednarodni plavalni miting. Za uvod v pogovor si oglejte, kako je bilo na državnem prvenstvu za najmlajše kategorije. Če se najprej nekoliko poigramo s statistiko, potem imajo najhitrejše dečke v Iliriji, najhitrejše deklice pa v Fužinarju. Slednji je tudi slavil v skupnem seštevku. K temu so pripomogli odlični dosežki Janje Šegel, ki je ena izmed naših najbolj obetavnih plavalk. Potrudim se, kako moram, zadovoljna sem pa za vsak rezultat. Na treningu redno treniram, trudim se,
Delno so lahko z rezultati zadovoljni tudi v klubu organizatorju državnega prvenstva za dečke in deklice. Branikovi plavalci so se v medklubskem seštevku uvrstili na 10. mesto. V 3 dneh so v A finalih plavali 7-krat, v B pa 10-krat. Jaz sem plavala vse osebne rekorde, zdaj mesta glih niso važna, ampak več pa vredo. Kazalo napredka so nasploh, še posebej pa v nižjih kategorijah ravno osebni rekordi. To bo v ospredju tudi v poletnem delu sezone. Ja, da izboljšam čisto vse rezultate, pa stil popravim. Med dečki je v Mariboru najbolj blestel Gašper Oder, ki je dosegel 6 izmed 10 najboljših rezultatov. Aleš Zupanec je postavil prvi rezultat na 50 metrov hrbtno. Kar 7 od 15 najboljših rezultatov v ženski konkurenci je bilo delo Janje Šegal, ki je za zmago na 200 metrov prsno prejela tudi največ točk na tem državnem prvenstvu. Verjetno ste z rezultati, ki so jih dosegali vaši tekmovalci, se pravi plavalci Fužinarja na tem državnem prvenstvu tukaj v Mariboru, ste zadovoljni? Ja, absolutno sem zadovoljen. Bil bi zadovoljen tudi, če ne bi vodili. Seveda vodstvo, zaenkratno vodstvo ekipno je še toliko pomembnejše za vse plavalce, ki so v ekipi, ker jim to seveda pomeni dodatni motiv, spodbudo in veselje za delo naprej. Hkrati pa nam dokazuje, da poskušamo načrtno delati, ustvarjati čim širšo bazo plavalcev, kajti večja baza plavalcev je po statistični verjetnosti dopušča večjo možnost, da bo se rodil dober plavalec ali pa plavalka, ki bodo nasledili naše najboljše plavalce. Brez nadaljnjega se vidi, da dobro, odlično delajo tudi v nekaterih drugih klubih. 5-7 klubov je takšnih, ki imajo pokrite vse discipline in vseh disciplina dosegajo finala. Tako da je delo v plavanju v Sloveniji dobro, absolutno z vidika širjenja baze, zato da bomo še enkrat tudi v prihodnosti imeli odlične plavalce. Kar je manjko v Sloveniji je sistemski. Mi se seveda zavedamo, da moramo dobro delati, ampak če bi še šole, fakultete uredili bolje, zaposlovanje športnikov, financiranje športa v Sloveniji še povečali, potem bi v Sloveniji imeli še veliko več boljših športnikov. Že tako ali tako smo fenomen v Evropi in v svetu, kljub temu pa še imamo rezerve. No, verjetno vam je na ravnah nekoliko lažje, ker le imate Dugoniča, ki verjetno tudi skrbi recimo z svojimi rezultati, da je potem baza recimo širša, kot bi bila morda brez teh rezultatov. Brez nadaljnega. Odlični plavalci, dobitniki medalj na največjih tekmovanjih so magnet za otroke. Ni večjega motiva ali pa boljšega argumenta, kako zvabiti mladega plavalca, plavalko v bazen, kot da mu rečeš, morda boš pa enkrat isto dosegla ali pa dosegel, kot je dosegel Dugonič. Ne samo Damir, mi imamo tudi vrsto odličnih žensk, Tjaša Odrov, ki je bila evropska prvakinja, mladinska svetovna prvakinja, potem Mojca Zagmajster, ki je finalistka evropskih prvenstv, bila je tudi udeleženka štafete na prejšnjem evropskem prvenstvu 50-metrskih bazenih, 4x200 metrov kravl in seveda vse to prvič lajša možnosti, da dobiš v bazen več plavalcev, drugič pa plavalci dlje časa vztrajajo, ko imajo čast in pa možnost plavati zraven tako dobrih plavalcev. No, Damir je zadnja leta preživel v Združenih državah Amerike. Kako vam ga je uspelo prepričati, da bo sedaj kar nekaj časa prebil tudi v domačem kraju, kjer bo treniral? Ja, ni bilo lahko, glede na to, da je Damir končal fakulteto, odlično fakulteto Univerze Berkeley, da je se poročil z Američanko, vendar smo vedeli, če bo ostal v Ameriki, da mu mi ne moremo zagotoviti finančnih sredstev nadaljavo, zato da bo lahko dostojno živel. Bi se moral zaposliti, če pa bi se zaposlil, pa ne bi mogel več trenirati, ker ne bi mogel imeti profesionalnega odnosa do plavanja. Mi smo ga vabili k nam, smo rekli, da mi ti nudimo to in to in to, povej, kaj si želiš, ali je to v redu, bomo seveda dopuščali, da boš hodil v Ameriko, da bo žena prišla sem, da boš
lahko izmenjal, da boš tudi šel v Ameriko trenirati, ampak da boš pod vodstvom Matije Medveška in da boš pod vodstvom Plavalne zveze Slovenije se udeleževal vseh njihovih priprav, tekmovanj in se odločil, da bo. Naš današnji gost je Tomaž Čampa, predsednik Squash zveze Slovenije. V Dolnji Počehovi si je ogledal PSA turnir, ki šteje za svetovno jakostno lestvico. Na njem je najbolj zanesljivo igral prvi nosilec turnirja, Martin Mošnik, ki je zmagal brez oddanega niza. Ob najvišje uvrščenemu slovenskemu igralcu na lestvici profesionalcev, Mošnik je s 143. mestom tudi naš rekorder, je proti finalu zanesljivo napredoval tretji nosilec Robnik. Prve 3 tekme je Mariborčan dobil s 3-0. Tudi sam polfinale je bil, kaj povem, dosti odprt in recimo, da nisem čist pričakoval drugega mesta. Vedel sem, da kakor se uvrstim v finale, bom Martina zelo težko premagal. Naš najboljši igralec skvoša, ki je lansko leto veliko igral na turnirjih v tujini in je balkanski prvak, je iz tekme v tekmo dokazoval, zakaj je najboljši. Tako kot uvodne je tudi finalni dvoboj zanesljivo dobil. Moj nasprotnik, Andrej Robnik, velja za izredno borbenega igralca, ki pogosto pripravi presenečenja. Zato sem moral biti še posebno pazljiv, igrati potrpežljivo in brez napak. Za presenečenje je v četrtfinalu poskrbel Rok Podgornik, ki je premagal drugega nosilca Jurija Jakšeta. V malem finalu se Podgorniku ni išlo, s 3-1 ga je odpravil Zoran Repija. Sicer pa imajo slovenski igralci skvoša turnirje praktično vsak konec tedna. Vrh prvega dela sezone bo predstavljalo člansko državno prvenstvo, ki bo 1. junija v Ljubljani. No, zadali smo si cilje v 4 smereh. Prvi je jasno delo z mladimi, na katerih bomo gradili prihodnost. Drugo je vrhunski šport. Tako recimo letos načrtujemo nastop na ekipnem evropskem prvenstvu z moško in žensko ekipo. To je po, mislim, da 3-4 letih prvi tak nastop. Naslednja od osi delovanja je seveda prepoznavnost in pa množičnost. Tukaj treba pohvaliti delo nekaj klubov, ki resnično sistematično in dobro delajo z mladimi. Eno takih centrov je Maribor, drugi so še Škofja Loka, Bled, Kranj, Ljubljana, Velenje. Žal pa iz druge strani, kako smo rekel, prepoznavnost nas tepe, da v ta šport uspemo zaenkrat privabiti premalo mladih. Na tem bomo delali v prihodnjem letu in 2. Na strokovnem nivoju je slovenski skvoš absolutno na nivoju najboljših evropskih držav. Imamo nekaj odličnih strokovnjakov priznanih v svetu, žal pa nam manjka tekmovalnih rezultatov. Težek kruh je tale profesionalizem. Spet moram vrniti na te stvari, ki sem že omenjal, se pravi, da je skvoš relativno slabo prepoznaven. Ni olimpijski šport, čeprav se Svetovna skvoš zveza aktivno udejstvuje, da bi prišli na olimpijske igre 2020 in to bi zagotovo dalo nek zagon športu. Je pa treba vedeti, da profesionalni skvoš je precej drugačen od na primer profesionalnega tenisa. Vrtijo se veliko manjši denarji v tem športu kot v tenisu. Čeprav športniki, ki so med top 10 na svetu, so ravno tako vrhunski atleti, vrhunski športniki, igrajo cele dneve. Žal pa
se na drugi strani jim to ne povrača v taki meri kot v drugih bolj prepoznanih športih. No, v Sloveniji lahko rečemo, da imamo trenutno dva profesionalna igralca. Eden od njih je danes na turnirju, to je Martin Možnik z Velenja, drugi je Rožle Langus z Bleda. Ta dva trenutno orjeta ledino nekje. Martin je recimo na februarski lestvici PSA zasedel 143. mesto, kar se morda ne sliši pretirano dobro, je pa to absolutno najboljša slovenska uvrstitev na moški profesionalni lestvici. Ko je Mednarodni olimpijski komitej seznama olimpijskih športov, ki bodo prisotni na olimpijskih igrah leta 2020 črtal rokoborbo, je poskrbel za burne reakcije iz rokoborskih krogov. Čeprav je od odločitve minilo že več kot mesec dni, so odzivi še vedno zelo ostri. Ko se dogajajo velike stvari, postanejo zavezniki tudi takšni, ki sicer ne tiščijo glav skupaj. Zato se je reprezentanca Združenih držav Amerike udeležila tekme svetovnega pokala v Iranu. Rokoborce obeh držav štejejo med najboljše na svetu. Do neposrednega srečanja med vodstvi zvez je prišlo prvič po letu 1979. Kar se tiče športnega dela, ki se je odvijal v nabito polni dvorani Teheranskega športnega centra, je v grško-rimskem slogu pred Iranom zmagala Rusija, v prostem pa Iran pred Rusijo. ZDA so bile tretje. Iran's a wonderful host. It's anyone that's ever been involved in the sport of wrestling needs to come to Iran at least one time. The relevancy and the importance of the sport in Iran is fantastic. ما خیلی گسترده کار خودمون شروع کردیم. امریکا هم کشور قوی است در کشتی و اونها هم دارن پیگیری میکنن. این یک موضوع عمومی و کلی است، محدود به ایران و امریکا نمیشه. امروز تمام کشورهایی که در کشتی دستی داشتن و مردم اون کشور رو به کشتی علاقه‌مند هستن در ارتباط با این موضوع حساس شدن و همه دارن پیگیری میکنن. V Londonu so iranski rokoborci osvojili 3 zlate medalje od 6, ameriški pa 2 od 4. Nestrinjanju z odločitvijo Mednarodnega olimpijskega komiteja se je svojim dejanjem pridružil predsednik Bolgarske rokoborske zveze. Реших да се изпратя моя златен медал от Олимпийските игри 96 от Атланта. Връзка, че искам да подкрепя хиляди, милиони състезатели, които тренират борба, милиони деца, които се занимават с този спорт. За всяко едно дете, знаете, мечтата е Олимпиадата, да спечелят златни медали. А ние ги лишаваме тия деца от тая мечта. Това е за мен желанието ми е борбата да остане, защото е един от най-древния спорт и най-българския спорт. 7-kratni svetovni prvak je v pismu, ki ga je poslal v Lozano, natančno opisal razloge za svoje početje. Bolgarija velja za rokoborsko velesilo, saj je doslej osvojila 16 zlatih olimpijskih medalj. Немислимо е един от градовете кандидат за Олимпийските игри 2020 Токио и да няма борба в Япония на тая Олимпиада. Jordanovo početje ima posebno težo, saj gre za edinega rokoborca, ki je na svetovnih prvenstvih osvojil 10 medalj. V športni karieri, ki jo je končal leta 1996, je bil 7-krat evropski prvak. Odločitev o tem, ali bodo rokoborbo dejansko črtali iz spiska olimpijskih športov, mora potrditi skupščina Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki bo septembra v Argentini. Danes ste si lahko podrobneje ogledali, kako je bilo na Evropskem prvenstvu v strelstvu. V naslednji oddaji vam bomo predstavili, kako je potekalo odprto prvenstvo Nemčije v tekvandoju, ki velja za eno največjih tekem svetovnega pokala na svetu. Seveda vas bomo seznanili tudi z aktualnostmi štajerskega športa. Vidimo se čez 3 tedne. Nasvidenje.